Materinski dan so v Evropi začeli praznovati po drugi svetovni vojni, v Sloveniji pa po letu 1991. To je dan, ko opozorimo na neprecenljivo vlogo matere in se vprašamo, s kakšnimi izzivi se srečujejo matere in očetje v naši domovini danes. Sodobna ženska se poleg vloge mame znajde še v različnih drugih vlogah. V Sloveniji je veliko uspešnih žensk z področja gospodarstva in politike, ki odlično usklajujejo kariero z vlogo mame in žene. Kljub vsem besedam o enakopravnosti in nenadomestljivi vlogi žensk v družbi, pa še vedno nismo presegli mnenja o tem, da so ženske zaradi pogostejših bolniških izostankov zaradi nege otroka nezanesljiva delovna sila. Ravno to povzroča, da so pogosto deležne šikaniranj ali celo mobinga na delovnem mestu, namesto da bi družba in delodajalci spodbujala družinsko življenje, ki dolgoročno pomeni dodano vrednost za Slovenijo. Raziskave kažejo, da imajo ženske manj prostega časa kot moški, se poleg vzgoje otrok in skrbi za družino hodijo še v službo, kjer se morajo ponavadi bolj dokazovati kakor moški. Še vedno se soočajo z bojem za enakopravnost v družbi, čeprav je ta formalno že dosežena. V Sloveniji je število rojstev v 20. stoletju upadalo, z izjemo leta 1955, ko je rojena baby boom generacija. Nato se je rodnost vsa leta zniževala, prav vse do leta 2004, ko se je trend spremenil in je število rojstev ponovno začelo naraščati. Korak temu je naredila vlada Janeza Janše, ki je namenila družinski politiki veliko pozornost, povečala sredstva za mlade družine, starševske dodatke, štipendije, dijaško prehrano, uvedla brezplačni vrtec za drugega otroka in na ta način pripomogla k povečanju rojstev. Mladi namreč odločitev za družino in rojstvo otrok povezujejo s socialno varnostjo in si želijo družbeno okolje, ki je naklonjeno družini. Skrbeti bi nas moralo, ker se v zadnjih letih povišuje starost žensk, ko se odločijo za prvega otroka in družino. Povečuje se tudi delež žensk, ki nikoli ne zanosijo. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2009 je bila Slovenija med državami Evropske unije po stopnji zaposlenosti mater starih med 25 in 54 let na prvem mestu. Zagotovo je tudi to povezano z manjšim številom rojstev. Ženske delodajalci prepogosto še vedno opozorijo, da zanje niso zanimive, ker so v rodni dobi in jih ne želijo zaposliti, ker bodo postale mame, kar pa je povezano s porodniškim oziroma starševskim dopustom, ter kasneje z večjo odsotnostjo z dela zaradi nege otroka. Medtem ko so ženske največkrat odsotne zaradi negovanja družinskega člana, so moški odsotni zaradi poškodb na delu ali izven dela. Tudi tu bi bilo potrebno narediti kak korak naprej, saj je nega otroka stvar obeh staršev, ne samo mater. Ženske so se zaradi navedenega pogosto prisiljene odločati med družino in poklicem in kariero ter napredovanje v službi odložiti v čas, ko otroci odrastejo. V ženskem odboru Slovenske demokratske stranke opozarjamo na težave, s katerimi se srečujejo ženske in matere v naši domovini in skušamo doseči pozitivno družinsko politiko. Boljše pogoje zaposlovanja žensk, pomoč pri uskladitvi družinskega in poklicnega življenja za oba spola in preprečiti razne manipulacije in krivice, s katerimi se srečujejo na svoji življenjski poti. Naloga vlade je, da zagotovi pogoje, ki bodo ženskam in njeni materinski vlogi prijazni. Saj radi uporabljamo krilatico, otroci so naše največje bogastvo. Brez mater pa otrok ni in zato moramo najprej poskrbeti za matere, nato pa urejene odnose med partnerji ter v družinah in ustvariti čim boljše okolje za rast in razvoj naših otrok. Drage mame, ženski odbor SDS vam čestita in želi vse najlepše ob materinskem dnevu.